Jebeš Ikeo. Jaz sem šel čez birokratski proces v Sloveniji in sicer rabim kopijo homologacije za mojega transporterja, ampak proces je tak, da sem mogel najprej iti na tehnične, ugotoviti, kje je bila izdana homologacija, ko je prišel avto v Slovenijo, ki je bil uvožen leta 2004. In potem sem mogel gor klicati, da so mi poslali obrazec na štajerski avtodom in potem sem mogel ta obrazec printati, ročno izpolniti, skenirati prometno dovoljenje, vse to zapakirati, plačati, sprintati ven potrdilo o plačilu, 30 €, dati vse v kuverto in poslati po pošti na štajerski avtodom. Bi bilo to narejeno, rabim duplikat homologacije, daj mi ga pošli, ja, ni panike, nakaži, slikaj, video kliči, si ti res lastnik, sem, evo, baba, ne, po pošti, ker je ful bolj uradno, tako da printamo te papirje. Čim dobim homologacijo nazaj, oziroma jo sploh dobim, imam potem ene par ur dela na kombiju in potem upam, da bo to šlo lepo skozi, da lahko registriram ta čas, dokler čakam glavo, da se naredi. Ok, homologacijo sem dobil, tukaj imam tudi papirje notri za homologiranje in zdaj imam v bistvu dve opcije, kaj narediti. In sicer lahko ga homologiram kot kemperja za dve osebi, sorry za moj glas, ampak smo bili na službenem potovanju 2 dni, smo še pogledati TM Factory, to boste videli zdaj, takoj zatem. TM Racing, to je tisti motor, ki sem ga vozil zadnjič Enduro Moder. Smo šli pogledati tam, smo šli v Tavuljo pogledati Hrosijo. Snemal sem malo, ker sem bil brez glasa ves čas. Zakaj sem brez glasa? Se pač zgodi, ko greš na kosilo ali nekaj. V glavnem, dve opcije imam, kot sem rekel. Ali ga homologiram kot kemper za dve osebi, kar meni ne pride niti približno prav, ker rabim za 4 osebe, ker smo 4 plus pes in potem se ne moram voziti v 4, tudi če imam sedeže notri, zato ker če se kaj zgodi ali pa če me ustavijo, imam velik problem. Druga opcija je, če ga registriram naprej kot kombi, moram pobrati vse to ven, zaradi tega, ker ne bi rad šel skozi vse komplikacije, da pridem pol tam in mi reče, ne moreš, zato ker posega notri omarica v prostor in bla, bla, bla. Tako da mislim, da bo danes tak plan, da jaz poberem vse to ven, kar se mi ne da niti malo, ker je vse lepo narejeno notri, vidiš, zik, vse v nulo, vse okrašeno, vse pripravljeno za kampirati. Ampak žal mislim, da naša birokracija ni na nivoju, da bi se spremenila zaenkrat in bomo to tako naredili. Zdaj, ko gledam v kamero, vidim tudi, da tle gor nisem še dolgega panela in bomo pogledali še kakšen kos lesa, da bi jaz to sprovedel. Druga stvar je, pozabil sem eno vakuum cevkico, dati sem notri, ki sem jo ukradel za avto in to je ta. Se spomnim, da sem jo vzel ven, ker sem rabil nujno nacevkati za to, da ta dela, takrat, ko je še delal. In bom mogel to dati nazaj, ker mi zdaj ne odpira turbine pravilno. Se mi zdelo, da gre malo manj kot ponovadi. Kar se tiče update na Abarthu, glava je še vedno v delu, zato ker ima valjda en kup dela in nisem še prišel na vrsto, tako da ja, zaenkrat bo počival. Nimam kje delati na avtu zaenkrat, ker najprej moram začeti z glavo. Toliko sem ga podrl, da ko je hude. Veš, ko ga pogrešam? Prav pogrešam ta avto, za se peljati, zvok, med semafori, tako da ja, to pogrešam ful. Tukaj je blok motorja, lepo zaščiten, ga bomo še spucali, preden gre vse to skupaj. Tako da ja, zaenkrat smo tle, kjer smo in nič, gremo v akcijo. Vso posteljnino ven iz tega, tam dol, ali se lahko sposobimo. Tukaj je prostor ta čas, ne, pem ti mater. Vidim pa, da kolego pušča olje s kombija, mu moram to povedati. Še toliko časa nazaj sem delal kombizaura, da se niti ne spomnim,
Če gre ta vodila ven, ali se ne sme to samo v glavi, da sam potegne. Veš, da se ga sam potegne? Bomo videli zdaj, ne, ko bo šlo za podleh. Nope. Dobro, vas smo ga dali. Ne vem, kaj se mi je tam polilo, ampak očitno se mi je nekaj polilo. Mogo to spucati. Večji del, to gre vse v enem kosu ven, moram izklopiti še elektriko na uni strani. In pol vidimo, če lahko to vse zamaknem. A ja, pa še klop bom mogel dati ven. Okay. Prva stvar varovalke ven. Stane tukaj. 2, 3, 4. Tle z eno desetkico. 4. Jeboj. Tako. Samo da grem čez birokratske ovire. Če se pravi jaz spomnim, bi mogel jaz to dati pod kot. Nekako zagrabiti. Bi to moglo iti načeloma ven. Ne? Se prav spomnim. Ja. Jebeš Ikeo, pizda. Predal. Jebeš Ikeo. Evo ga. Prazen. Vzame ti samo 15-20 minut in ga lahko sprazniš. Nič bom jaz to malo zdaj pospravil, pa posesal, pa pol dan klop notri, poln zic, pa bi mogli biti pripravljeni za tehnični. Transformacija, iz kemperčka v navadno vozilo. Ampak, dobro, to je treba narediti, nimamo kaj. Moram dati še to lojtro dol, ker mi je že zadnjič omenil, da to ne bo pilo vode. To tukaj, tako da dajmo še to zrihtati. Tudi lojtrica je dol, zdaj pa imam sam še tisti vakuum, ki sem rekel, pa od Webasta lonec izpušni. Moram ga fiksirati, ker se mi je obesil dol, vidiš. Tako da moram zdaj to zrihtati še najprej ta Webasto. Dobro, zdaj moram pa sam najti, kje sem že ta vakuum staknil in kaj sem, ne vem točno, s kje je šel, staknil sem ga. Aha, lega tle gor. Sem ga odrezal, frajer. Ta tukaj. Odrezal sem ga, zato da sem on zajebaval ga dati nazaj gor, ampak, ne vem pa kam. Še dobro, da hotel sem iti v blato. Ampak, če imam nekje nek vakuum, da mi pušča, ni blokada diferencijala ne bo delala. Tako da moram zdaj to zrihtati in najti kam sem, s kje sem ga ukradil. Oni gre tam od zadaj, če na Westgateu je, tako da to je moglo delati. Aha, lega tle dolje. Tu dole. Tu notri. Vidiš? Tukaj. Kaj to vzame, kar to cevka, In pol se jebem čez 2 tedna, ko bom to delal. To ni rešitev. To ni rešitev. Ne vem pa, kje on dobil cevka. Bom malo pogledal, če kje. Sorry, nisem mogel snemati, ampak evo, jaz sem ga poštukal. Dol je speljana cevka. Ne bo šla nikamor. Tu gor sem tudi poštukal z ono prejšnjo, ki je lih malo manjša, tako sem bil srečen, da sem... Dobro jutro. Četrtek zjutraj. Ura je 15 do 3 zjutraj. Jaz sem v kombiju in se peljem na Brezovico, ker gremo s firmo v Italijo pogledati fabriko TM Racing, TM Moto.
imamo dobrih 6 ur vožnje do dol in gremo pogledat, kje se delajo temi. To je tisti enduro, ki sem ga vozil 2 epizode nazaj. Tako da, ja, zna biti zanimiva zadeva. Sausage Fest napada. Paket ne moraš vzeti. Paketne, ja. Ja, je pisalo na tabli, da moraš imeti paket. 16 ali 15? Jaz sem 16, 14. jaz imam 9. Je mrzlo, pizda. Kran. Ajde, čin. V Italiji se da pa res se zmeti, pa? Ja. Tako je, ne? Da bi smo pa kuno, kaj greš pri doktorju scat noter. M-Racing, prvič tukaj. Poglejte ga! Lej! V fiči, pa ne se jebat, no. Ups, pardon. A ti už malo tukaj noter? Ja, Valjda. valjda. Šlučko. Aha, bravo. Zdaj čim že na vratih držimo s to kamero. Crankcase to the Finnish engine. Okay. And in this moment also he start to assembly. For example, this is the Corsa model. Corsa, sì. To je noro. Aha, Je to. No, this is This one, 450? Yeah. Yes, this is 450 exactly. This is the finished product. This is the from the mold. From last year, I don't know if for because ATM don't have. Muto pa ovaj slike, to drugač dober izpade na slike. Peta se postavi. Pred fabriko tem smo lihkar končali. Gremo zdaj na mangiare. Smo končali voden ogled. Evo ga, Valentino Rossi Ranch. Noben se ne vozi gor. Samal. Glej me no. Kje pa smo? Rossi! Evo, a moramo tle volit, a moramo molit tukaj, tako kot v Vatikanu. Volit ne smemo, nekaj me zjebalo. Že od včeraj se pogovarjamo o volitvah. S politiko. Jaz bi... Rosijeva privat pista. Ko največji fanboyi smo prišli v Tavuljo, v official store, da si kupimo vse od Valentino Rossija, od dildotov do vložkov. Ni da ni. Vega TM, je TM. Pa zdaj poslov. A smo bili tukaj včeraj? Renka. Mislim, to je Renka, to ni njegov motor. Ni, ne? Ne. Mislim, je njegov motor, ampak to je ni ona dirkalna, ki je bila, ona bila M1. Ta nikoli ni bil na MotoGP dirki. Ta je bil na dirkah, zato ker ni prav MotoGP motor. Je navaden stok motor. MotoGP motor je ne more. To je stok Renka. To je imel na Aprili 125, ko je zmagal. Je fura od zadaj, kakšna slika, ko je zmagal takrat. A to stiropor? To je stiropor, ja. Kaj imaš to lahko kupaš? For purchase information, please. Ja, sam. Ja. Veš kako. Allora, forti. Ok, banda, to bo to za ta teden. Jutri grem na homologacijo, papirje imam, avto je pripravljen, tehnično bi mogel biti ok. Tako da jaz upam, da bo to šlo skozi, da homologiram barvo pa šipe, pol pa tehnični, tako da vam zdaj, dokler ne rešim unga avta, da imam vsaj prevozno sredstvo. Kar je super, ker se že eno leto utepam teh homologacij in vseh tega zadev, ker sem imel drugi avto. In bo potem lažje tudi na kakšen trip s kombijom.
Ko bo glava, jaz upam, da bo zdaj ta teden, ki pride, da bo glava narejena, da lahko začne s mašino sestavljati. Sestavljanje traja malo dlje kot razstavljanje, treba še nove vijake in vse to. Čakam samo, da bo mi dal, glava je rešljiva, ventili so naročeni, vse to, tako da lahko jaz naročim tesnila vsa, ki jih rabim, nove vijake za glavo in vse te zadeve. No. Tako da se vidimo naslednjo nedeljo.